osrčju krajinskega parka Goričko, malo izven kraja Šalovci, stojijo rumene hiške, ki so videti, kot da so se tja postavile, da bi malo poklepetale. Če jih zalotiš v sončnem dnevu, se zdi, da tudi sonce z njimi klepeta, medtem ko jih ogrinja v svoje tople žarke. Med hiškami so zelene preproge trave, vrtovi polni dišečih zelišč in cvetlic, med njimi pa se na vse strani ponosno šopiri sivka. Oddaleč te pozdravljata stari konj Grom in vsem znani krško-poljski pujs Viktor. To je le nekaj, kar te prevzame, ko prideš na kmetijo Korenika, ki je letos prejelo nagrado invalidom prijazno podjetje. Nagrado smo nekako prejeli za rezultate dela, ki smo jih delali že v preteklih dobrih 15 letih, odkar smo začeli na tem območju Goričkega z to našo zgodbo Korenike. Pomeni nam kot vodstvu, snovalcem vseh teh projektov, zelo veliko pomeni tudi zaposlenim in vsem, ki se vključujejo v vsakodnevno delo na Koreniki, v končni fazi tudi našim strankom, poslovnim partnerjem, saj se na nek način zavedajo, vsi skupaj zavedamo, da delamo dobro in da potem zaradi tega smo zadovoljni in veseli. Ustanovitelj Korenike je še danes delujoče društvo Mozaik za socialno vključenost na Goričkem, ki je iskalo priložnost po novih, človeku prijaznih delovnih mestih za osebe iz ranljivih družbenih skupin. Leta 2006 je začela nastajati ekosocialna kmetija Korenika. In takrat smo tudi prišli nekako v stik z županom pač te občine Šalovci, kjer smo še danes, in smo našli neko skupno, bom rekel, zasnovo projekta, eno kmetijo, ki je bila takrat seveda v zelo slabem stanju, pravzaprav propadajoča. In smo začeli s prvimi projekti, nekako najprej to kmetijo obnoviti, in potem kasneje, od leta 2014 naprej, pa tudi zagotoviti neke standarde za proizvodnjo. Kajti mi se ne ukvarjamo samo z ekološkim kmetijstvom, to je seveda tudi dejavnost kmetije. Obdelujemo približno več kot 20 hektarov zemljišč različnih, to so travniki, nekaj tudi gozda, pa polja, predvsem pa zelenjavne in zeliščne vrtove, kjer pridelamo vse to, kar potem v naših proizvodnih obratih predelamo in dobimo izdelke, ki so prisotni na trgu. In v vse te delovne procese se vključujejo različne osebe, vsak v skladu s svojimi zmožnostmi. V delovno okolje Korenike se vključujejo ljudje z različnimi znanji in omejitvami. Pri delu se poudarja prednosti posameznika in temu prilagodi delovno mesto. Vse skupaj je na območju, se pravi na kmetiji, socialni kmetiji Korenika, zaposlenih več kot 40 invalidov. Od tega jih je 24-25 zaposlenih v sklopu zaposlitvenega centra Korenika. Nekateri so tudi vključeni v dejavnost našega invalidskega podjetja, izvajamo pa tudi program socialna vključenost. Tako da nekako povezujemo različne oblike zaposlitve. Pri nas se v delo vključujejo različne osebe, se pravi, imajo različne omejitve. Nekaj oseb z motnjo v razvoju, potem imamo seveda tudi nekaj delovnih invalidov, ki so bili na primer v nekih industrijah, kot je bila velikotovarna Mura pri nas, in različne druge oblike invalidnosti. Tako da vsekakor pa mi predvsem gledamo ne toliko na primanjkljaje kot na potenciale. Se pravi, kaj je tisto, kar pa je ohranjeno, kar se lahko uporabi, in temu skušamo tudi prilagoditi delo, tako da je ta pristop vedno individualen in seveda ne glede na to kategorizacijo skušamo osebo kot celoto obravnavati in tudi omogočiti delo.
Zaposlitveni center Korenika je pridobil status zaposlitvenega centra v letu 2012 in takrat smo tudi začeli zaposlovati osebe na zaščitenih delovnih mestih, kar pomeni, da imajo nekako zmanjšane delovne zmožnosti, tam nekje na okrog 30% običajne. In zaradi tega ali pa tudi nekatere do 50, ne, večkaj pa ne. In v skladu s tem tudi pač prilagajamo delovna mesta in procese dela. Imajo zagotovljeno tudi strokovno podporo strani strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev. Mi to podporo razširjamo tudi na podporo v skupnosti, se pravi tam, kjer živimo. Namreč ta naš ustanovitelj, društvo Mozaik, izvaja socialno-varstvene programe, tako da pogosto potem pri pomoči ali podpori pri vključevanju določene osebe v družbo seveda se poslužujemo tega širokega spektra podpornih nekih mehanizmov ali možnosti, ne. Dela pa pač so dela v kmetijstvu, živilski predelavi in pa tudi storitvena dejavnost, ne. Tako da so ljudje navajeni raznolikega dela, ko je pomembno predvsem, da naše delo ni neka industrija, v skladu z nekimi temi naravnimi cikli poteka tudi delo, ne. In to je tudi človeku dosti bolj prijazno, ne. Hkrati imamo tudi kar precej obiskovalcev in tudi tukaj delamo na to, da so pač osebe, ki so pri nas zaposlene, vključene v to interakcijo, ne. Tako da so normalno vključene v pogovore, v predstavitve, vse, kar je tudi delo z mladimi, z otroci, z skupinami, prihajajo starejši in tako naprej. Tako da to je tudi naše zaposlene zelo motivira, so zelo ponosni, da tukaj delajo in to v življenju zelo veliko pomeni, tudi kar se tiče njihove samopodobe in lastne vrednosti. Jožica Šanca je zaposlena na Koreniki. Njena posebnost je znanje madžarskega jezika. Poleg drugega dela tudi samostojno vodi skupine madžarskih turistov, ki pridejo na ogled kmetije. Zaposlena sem 7 let. Delam na njivi, najprej sejamo, spomladi pripravljamo iz semena sadike, potem na njivi okapamo, pa tudi moj jezik je madžarski in imam tudi, ko pridejo Madžari, imam tudi vodeni ogled. Družba je v redu, zelo dobro. Ki delamo na njivi, izdelujemo zelenjavo, pa tudi delamo z zeliščem. Iz zelenjave paprike sušimo papriko pa. Direktorica Lili Milošević nam je na ogledu kmetije predstavila različne dejavnosti. Zagotovo so najbolj zanimive živali, predvsem stari konj Grom in krško-poljski prašič Viktor, ki je že skorajda postal maskota kmetije. Živali ne gojijo za zakol, ampak za oglede, česar se najbolj razveselijo otroci. Zaposleni na kmetiji radi opravljajo različna dela. Eden takih je tudi Simon Kerčmar, ki pravi, da gre pomagat povsod, kjer ga potrebujejo. Najraje od vsega pa skrbi za živali. V Koreniki sem zaposlen že 9 let, prek socialne vključenosti. Trenutno grožđe delamo tudi z zeliščami, najprej jih naberemo, posušimo, spakiramo in jih tudi prodamo. Rad delam tukaj, imam tudi dobro družbo, se razumemo, si pomagamo. Živali tudi imamo, jih nahranim, jih očistim, jih tudi pobožam, pa cartam se z njimi. So zelo prijazne, nič se ne bojijo, pridejo k tebi, pa čakajo, da jih ti tudi pobožaš. Pri zaposlovanju invalidov seveda upoštevamo to, kar določa in omogoča Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Se pravi, da vsakdo, ki pač pri nas išče nekako možnost za zaposlitev, najprej opravi postopek zaposlitvene rehabilitacije.
Znotraj tega postopka mi najbolj sodelujemo z inštitutom URI Soča, znotraj tega in pa seveda Zavod za poslovanje. Znotraj tega postopka rehabilitacije se nekako ugotovijo, ali smo kompatibilni, se pravi ne mi, ampak delo, ki ga mi tukaj upravljamo in osebe, ki so v postopku rehabilitacije. Vsi skupaj se nekako naučimo sobivati, sodelovati in potem na podlagi pridobljene ocene delovnih zmožnosti tudi lahko zagotovimo delovno mesto. Na podlagi te ocene tudi potem lahko pridobimo subvencijo za zaposlitev, tako da se nekako ti primanjkljaji, ki so in so objektivni, kompenzirajo tudi na ta način, da se lahko ta razlika v plači, ki bi nastala na primer v primerjavi z neko zaposlitvijo na odprtem trgu, in da se to omogoči neko normalno življenje in poslovanje podjetja. Korenika v sebi nosi neko čarobno zmes trdega dela, dobre prakse, prilagajanja, gostoljubja, človečnosti in prečudovite narave. Simpatična sogovornika Jožica in Simon sta zaključila tokratno zgodbo točno tako, da ni potrebno več kaj dodati. Dobrodošli tudi na Koreniko, ker je lepo v naravi. Dobrodošli, kdorkoli pride, dobrodošli na Koreniki v Šalovcih.